Lepo pozdravljeni. Začenjamo s spletnimi pogovori preko Zooma in sicer z različnimi delovalci na področju baletne umetnosti, kot tujimi, kot domačimi. Radi bi se nekako dotaknili različnih tematik v zvezi z arhiviranjem, z zgodovinjenjem in tudi bolj kakšnih sodobnih problematik, ki se leti. Tako da danes imamo prvi razgovor, izbrali smo si gospod Anico Berlinar, s katero bomo pretresli zgodovino slovenskega baleta skozi televizijski med. Tako da zdaj predajam besedo Tatjani Ašman, ki bo to pogovor moderirala. Pozdravljeni. Zdravo. Prav vesela sem, da sem deležna te otvoritve debat na temo baletne umetnosti pri nas in na tujem. Zdi se mi naravnost čudovito, da v bistvu tudi članica Društva baletnih umetnikov in zares veliko strokovnjakinjo in ljubiteljico in zaljubljeno v ples in umetnost, v bistvu Danica na nekem posebnem mestu v zgodovini se je začenja tale najin pogovor. Ob zaključku tvoje kariere na televiziji Slovenija, kjer si brez dvoma pustila izjemen pečat in velik opus, tvoje uredniško delo, tvoje avtorsko delo je, ko bi rekla, en temelj in vsakič radost za vsakogar, ki pogleda katerega od programov na televiziji Slovenija in za vse, ki smo spremljali tvoje delo doslej. Tako da zelo lepo pozdravljena in hvala, da si se odzvala našemu vabilu. Tak lep uvod. Super laska. Hvala. Bova kar začeli, tale urica je namenjena enemu sproščenemu klepetu, nekemu pogledu nazaj, nekim stvarem, mogoče o katerih do sedaj nisi imela možnost spregovoriti, pa bi rada povedala to širši javnosti in nam zaupala. Predvsem, dajva začeti tam nekje, kjer so se zadnjič, ko so se pripravljene na ta pogovor, ne. Torej, tvoji čisto prvi začetki. Študirala si muzikologijo, imela si nekaj izkušenj v bistvu z umetnostjo že prej, in v tem času si se znašla na televiziji. Kako sploh mediji, kako sploh, opiši malo te prve korake, ta prva spoznanja. Ja, mislim, da me je življenje kar nekako poneslo v medije, če tako rečem, oziroma kot nekateri pravijo, bolj poklicalo. Zaradi tega, ker v drugem letniku fakultete me je profesorica za klavir vprašala, če bi mene zanimalo delati recimo na televiziji. Zaradi tega, ker je šla ena kolegica urednica na uredniško in potem so naredili razpis in so nas 5 muzikologov povabili, da nas preizkusijo, da vsak napiše pač en sinopsis, eno idejno zamisel na določeno temo. In moram reči, da mi je bil to že takrat en tak krasen izziv. Imela sem veliko srečo, ker so me izbrali in tako sem začela delati v uredništvu. Potem pa naslednja stvar, ki je pa seveda bila zelo na mojo dušo in je sedla tudi v moje srce. In skratka so se mi izpolnile želje od kmečke in punčke naprej. To je, da sem dobila zadolžitev, da se ukvarjam z ljubiteljsko dejavnostjo, glasbeno in plesno in pa z baletom. In tako se je začela pravzaprav dejansko, če sedaj, ko sem pač se nekako na nek način uradno poslovila od te službe,
je to bilo pred 44 leti. Televizija v tistih poznih 70-ih, začetku 80-ih let je kar precej časa v bistvu oziroma programa namenjala umetnosti. In kot vem iz kakšnih starih videospotov, recimo baletni plesalci so sodelovali v kakšnih videospotih, tistih prvih posnetkih raznih popevk kot spremljevalni plesalci in tako naprej. Kaj pa so bile v bistvu potem tiste prve, bom rekla nekako, tista prva tvoja motivacija? Kje začeti? Kaj je tisto najbolj zanimivo? Ker neko, bom rekla, izkušnjo nekoga, gospe Vogelnik, če se ne motim, ki je bila pred tabo, tam si imela, načeloma pa si orala ledino. Kako je to šlo? Ja, torej res, Marija Vogelnik ima velike zasluge. Kot prva urednica za balet na televiziji. Ona je začenjala z raznimi baletnimi lepljenkami in s tem skušala približati gledalcem dogajanje pri nas in v tujini. Ko sem jaz začela delati, pravzaprav ravno v tistem obdobju je pa dejansko nekaj let ni bilo nič pred tem. Ker se je ona upokojila in potem nekaj časa ni bilo nikogar, ki bi skrbel za to umetnost. Tako da sem bila res pred velikim izzivom, bila sem sicer tudi zelo mlada, brez kakšnih izkušenj, ampak seveda z veliko ljubeznijo do baleta. In že takrat moram reči, da sem nekako čutila odgovornost, kako pravzaprav v tem mediju predstaviti ples in balet. Začela sem pravzaprav razmišljati o tem, da bi bilo dobro predstaviti baletne umetnike, plesne umetnike gledalcem in zato sem začela takrat ustvarjati te baletne portrete, naši baletni umetniki je bil niz, in pa želela sem si, da bi posneli čim več televizijskih baletov. Skratka, ne samo, mi smo takrat namreč zelo veliko snemali iz teatra, ker je bilo sofinanciranje Ministrstva za kulturo, ni bilo težav, s katerimi se srečujemo že kar nekaj let, če ne desetletij. To so pravice avtorske. Takrat s tem nismo imeli težav. Posneli smo vse predstave, ki so bile uprizorjene v gledališču. Operne in baletne. Koreografi so postavljali balete prav za televizijo. To so bili neki taki, tako rečem, kot se pravi v današnjem času, to je bilo zlato obdobje. Zelo, zelo veliko produkcije je bilo možno speljati vsako leto. Tako da moram pa reči, da je ta medij, ki pravzaprav je v nekem smislu lahko močna podpora umetnosti in mislim, da tudi mora biti, zelo veliko pripomogel popularizaciji tudi te umetnosti. Tako da to so bili ti začetki. Seveda je pa to sovpadlo nekako potem tudi z mojo diplomsko nalogo, ker jaz sem začela delati v drugem letniku fakultete. Imela sem krasnega mentorja, profesorja, doktorja Andreja Rjovca, ki je prisluhnil moji želji in sem lahko se izbrala za diplomsko nalogo temo slovenska baletna glasba. Vsi se učimo s to novo tehnologijo, ki je na nek način fascinantna, po drugi strani
Nas pa tehnika občasno malo omejuje, ampak nič hudega. Si predstavljam, da so bile recimo tehnologije takrat, bom rekla, drugačne, kot so danes, ne? In si predstavljam tudi, da je na televiziji nastalo ogromno arhiva, verjetno na trakovih, na kakšnih kasetah, na beta kasetah. Kako pa je recimo, če samo malo, da v bistvu, ko smo glih v tej tehnologiji toliko zelo veliko, ne? Zdaj, kako pa je to napredovalo? V bistvu, kje, na katerem koncu si začela, kaj si imela takrat, kaj je bilo tvoje tisto sredstvo, s katerim si lahko delala, kaj pa recimo zdaj v tem momentu, ko si končala s to kariero na televiziji, s čim lahko pa danes recimo razpolaga televizijska tehnologija pri snemanju predstav? To vprašanje se mi zdi zanimivo zlasti v tem momentu, ko smo zaprti. Tisti, ki mogoče gledajo, pa ne vejo, jaz sem že 25 let dramaturg v ljubljanski operi in baletu in tisto, s čimer se soočamo danes, pa ne samo tukaj, ampak vsi umetniki po svetu, vsi tisti, ki so na odru, kjer so večji ansambli, kako v bistvu ravnati s to sliko, s tem medijem vizualnim v današnjem času. Tako da mogoče zelo zanimivo bi bilo res vedeti, s čim si začela, kaj danes televizija ima, kaj lahko televizija ponudi. Torej, ko sem jaz začela, sem pravzaprav dala skozi, če tako rečem, en zelo močen tehnični razvoj na televiziji. Ravno v tistem času, ko sem jaz začenjala, smo snemali še zelo veliko na film in pa na take široke magnetoskopske trakove. Potem se je seveda tehnični razvoj šel naprej zelo hitro, potem smo prišli do C formata, tako imenovanega, zdaj VPR trakovi so bili to, taki ogromni trakovi. Potem smo pa prišli na kasete, najprej analogne, no, potem so bile pa digitalne. V današnjem času seveda je to HD tehnologija, ki je absolutno bolj kvalitetna. In seveda pa ves ta razvoj te tehnologije in to ohranjanje v te različnosti te tehnologije v našem arhivu povzroča seveda tudi določene težave. Zaradi tega, ker v današnjem času pač je treba vse te stare stvari, ki so pač še na drugih nosilcih tehničnih, pretvoriti v današnje, da jih sploh lahko predvajamo. Tako da to je bil eden od izzivov zadnjih let, s katerimi sem se še posebej nekako spopadla, oziroma sem jo čutila kot eno mojo zelo pomembno nalogo, da se čim več našega arhiva, naše dediščine arhivira v tako imenovanih datotekah, to se pravi v taki formi, da jih je možno predvajati. To, kar si pa omenila glede tega današnjega časa, ne, ko pravzaprav, če rečemo, tega neugodnega koronskega časa, na primer, ko ni druge možnosti, kot da bi določene stvari živele še naprej skozi, na primer, ne vem, preko spleta, preko te možnosti, ki jo imamo. To je sicer velika sreča, da imamo to možnost. Po drugi strani je pa to tudi velika smola, kajti jaz mislim, in po moje marsikdo čuti tako, da so to čisto ene druge izkušnje. Namreč, ker
če ti čustveno izkušnjo v teatru, ko sediš, deliš z drugimi ljudmi, deliš z umetniki na odru, potem je to seveda čisto nekaj drugega, kot če si ti doma, pred sabo imaš ekran, sicer lahko ravno tako uživaš, vendar pa umanjka ta čustven naboj, ta pretok energije umanjka in mislim, da kaj pa vem, ta izkušnja, ko se estetska, ne, izkušnja preplete socialno, v tem primeru sicer obstaja še vedno, ne, ker so le tudi družabno, družbeno omrežje, ne. Ampak drugače pa mislim, da se vsi želimo, no, tega pristnega stika. Čim prej. Pridemo spet Da sem nazaj. ti odgovorila. Pridemo spet nazaj. Ja. Ja, ne, ravno to sem v bistvu želela, ker mogoče za tiste, ki imamo več stika živo z umetnostjo, ki smo skozi vezani na neke žive izvedbe, se pravi tako na vaje kot na same predstave, smo verjetno, ne rečem zdaj, da vsi, ampak večinoma ljudje so nekako od daleč opazovali recimo posnetke, spremljali takrat, kadar je bilo kaj zanimivega. Danes smo pa nekako vsi odvisni od tega in da sploh lahko ohranimo stik na nek način, a ne, s svojim občinstvom. In prav gotovo si vsi, predvsem umetniki, dan za dnem zastavljajo vprašanje, kdaj bomo spet prišli nazaj in kakšna bo ta naša nova resničnost. No, o tem govorimo že celo leto, a ne, precej intenzivno, in kot je videti, bomo še nekaj časa. Ampak recimo ena stvar v tvoji karieri je bila, da si s svojim delom in izkušnjami in z ustvarjanjem na televiziji, bom rekla, ponesla tudi ime slovenske umetnosti v svet. Televizija Slovenija je in tudi radio so vključene v razne mednarodne organizacije. Ne vem, koliko to ljudje poznajo, ampak recimo vsaj to vejo, da smo del Evrovizije, ne, vejo tudi verjetno, da smo del EBU-ja. To so te mreže, ki v bistvu, bom rekla, cel čas spodbujajo, a ne, neko izmenjavo in predstavitev posameznih kreacij televizijskih v mednarodnem prostoru, in tako si tudi ti potovala kar na precej teh raznih festivalov in predstavitev in si se tam na nek način učila tudi od drugih. Zdi se mi, da je to zelo pomembno pri karieri vsakega, ki želi svoje delo opravljati dobro. Kaj pa je tebe v bistvu najbolj gnalo pri tem in kje je bilo tisto vodilo, ne? Kako si v bistvu, bom rekla, kakšna je bila tvoja vizija, a ne? Kako lahko slovensko umetnost, slovenski balet konkretno zdaj predstavimo tujemu občinstvu in kakšni so bili nenazadnje uspehi, ki si jih dosegla na tem področju? Ja, torej tega sodelovanja s tujino je bilo na srečo zelo veliko. In sicer to je šlo nekako po dveh tirnicah. Na eni strani je bilo pač to članstvo v tako imenovanem EBU-ju, a ne, tem združenju evropskih televizij, zelo pomembno. Zelo hitro so me sprejeli tudi v ta njihov nadzorni odbor, tako da sem pravzaprav pridobivala vse te informacije pomembne zelo hitro. Bila sem zelo na tekočem, potem
tudi ta zelo pomembna organizacija glasbenih uredništev svetovnih, to je Internacionalni Musikcentrum, ta glasbeni center na Dunaju, prav tako. In v obeh primerih je bilo možno nekako predstaviti delo našega uredništva, tudi nekatere oddaje. Tam sem spoznala, kar je zelo pomembno, svoje kolege iz drugih televizij. Preko tega tudi zelo veliko umetnikov. In nekako moja vizija je bila poleg tega, da je zelo pomembno, da podpremo to, kar sem pravzaprav se mi zdelo tudi ves čas mojega dela zelo pomembno, da podpremo mlade glasbenike, mlade plesalce in da sodelujemo na teh evrovizijskih tekmovanjih mladih glasbenikov in plesalcev, da seveda jih izbiramo na naših nacionalnih tekmovanjih, ki jih pač organizira televizija v tem primeru. To je bila ena pot. Druga pot je bila pa zelo, zelo ustvarjalna. To pomeni, da sem se dogovarjala z uredniki za koprodukcijska sodelovanja. Tako so nastala nekatera zelo uspešna dela televizijska, s katerimi smo, kot si že rekla, res zelo prosperirali v tujini in s tem promovirali našo baletno umetnost, naše baletne plesalce, naše glasbenike, skladatelja, kar je bilo resnično pomembno. No, ena od, na primer, nekaj takih, če naštejem samo koprodukcij, ki so jih, verjetno se jih spomnite. To je bila koprodukcija s Birgit Kullberg, ki je z našim baletom postavila Romeo in Julija ali pa Don Quixotove sanje. Potem tukaj smo sodelovali z vrhunskim švedskim režiserjem, Månsom Reuterschwertom, ki je bil sodelavec Bergmana. Skratka, tukaj smo že začeli zelo, zelo se nekako zarisovati na ta zemljevid evropski in so nas začeli zelo spoznavati in moram reči, da so nas zelo cenili. Potem smo recimo našega skladatelja Slavka Osterca smo predstavili svetu skozi koprodukcijo s češko televizijo Iluzije, skratka Iluzije balet, s Pavlom Šmokom in delno s češkim, praškim baletom in delno z našim baletom. Potem smo z Borisom Eifmanom postavili v našem studiu balet Jacques. To je bila taka zelo močna koprodukcija, angleško, nemška in slovenska. Seveda, to so bili zelo, zelo zahtevni projekti. Takrat za nas, naše uredništvo je kadrovsko zelo skromno bilo ves čas, takrat praktično to nekako sem bila bolj sama kot ne pri teh projektih in je bilo res naporno, ampak mislim, da zelo uspešno. Zelo je pomembno sodelovati in biti prisoten v tujini tudi. Zelo. Zaradi tega, ker samo na tak način lahko pravzaprav našo umetnost predstavljamo v svetu. V današnjem času je to še posebej pomembno, ne? Moram reči, da so naši mladi glasbeniki in baletni plesalci, ki so nastopali na teh evrovizijskih tekmovanjih ali pa recimo v zadnjem času na Evrovizijskem zboru leta, zelo, zelo prosperirali. Mnogim je to pomagalo potem, je bila ena pomembna odskočna deska. Pa končno tudi Slovenija se je s tem predstavljala v tujini.
Tako da mislim, da je to zelo, zelo pomembno. Poleg tega so vse te stvari, vsa ta sodelovanja s tujino, samo dopolnila ta naš dragocen arhiv, v katerem pravzaprav je en cel sklop oddaj, ki odražajo neko kulturno sfero, umetniško, neko umetniško vrhunsko dorečenost mnogih ustvarjalcev, poustvarjalcev, z vseh teh področij umetnosti, s katerimi v našem uredništvu se pač ukvarjamo, ne. Poleg tega pa še tehnično odličnost naše televizije tudi, ne. In pa ob tem tudi vsa programska izhodišča in pa ta odnos do umetnosti in kulture, ki so različna vodstva imela skozi čas, ne. To se je zelo spremenilo. Ja, zelo zanimivo v bistvu je to, kar bom rekla, govorijo, da je televizija na nek način servis, ne. Jaz osebno, servis se mi zdi bolj neka tehnična stvar, ne. Bom rekla, da televizija, nacionalna televizija igra vlogo veliko večjo, kot si recimo drugače ljudje lahko predstavljajo, ne, ker če to ne bi bilo res, ne, potem bi seveda lahko gledali balet in ples in poslušali klasično glasbo tudi na drugih televizijah. Je pa to, da naša televizija, seveda nacionalna, ni komercialna, vedno povezano, tako kot si tudi sama rekla, z vsakokratno kulturno politiko, ali seveda se to podpira ali se ne. V zadnjem času smo bili priča kar mnogim, bom rekla, neprijetnim odzivom in to ni fajn, ne. To ni dobro, to ni dober občutek, predvsem za tiste, ki celo svoje življenje v bistvu usmerjajo, posvečajo tem stvarem in se s tem ukvarjajo z veliko ljubezni in z odprtim srcem. Zdaj, v tem obdobju zadnjega leta, bom rekla, sem kar hvaležna za vse, za ves trud v bistvu uredništva za resno glasbo in balet, da smo imeli možnost spremljati in da še imamo posnetke koncertov in posnetke ponovnemu predvajanju raznih oddaj, ki so nastale v preteklosti. Ena, bom zdaj to, bi rada malo to zgodovino not pripeljala, zato da nama ne zmanjka časa, in sicer po sledeh slovenskega baleta, to je eno, bom rekla, epsko delo, če se mene vpraša. To je potrebno cel kup enih stvari vedeti, raziskati, poiskati, brskati po arhivih, vsako oddajo posebej zasnovati. Zato pravim, da ko slišim servis, mi to nič ne pove, zato ker vidim kreativnost, a ne, vidim neko ustvarjalnost, vidim nekaj, kar nastane, kar bogati v bistvu kot neka postprodukcija vse tisto, kar umetniki ustvarjajo, vsa njihova bogata življenja na nek način lepo portretira, predstavlja in bom rekla, tudi pusti v nekem takem okviru za našo prihodnost. Kako v bistvu si živela s to oddajo, s to serijo oddaj? To se mi zdi res ena taka stvar, ki jo zdaj povezuješ tudi v samo knjižno verzijo, a ne? To je spet nek drug medij, je mogoče malo drugačen pristop. Kako si se lotila, kakšne recimo zanimive stvari so se ti dogajale na poti ustvarjanja te serije oddaj? Ja, morda bi
se najprej samo navezala na to znamenito označbo televizije, da je to pač javni servis. Lahko je v nekem smislu, seveda, saj mi ustvarjamo programe za gledalce. To se pravi, lahko smo tudi servis. Vendar pa zame je televizijski medij prvenstveno umetnost. Ker tudi delam, oziroma sem delala v takem uredništvu, kjer mislim, da je bilo to edino možno. Da pa bi lahko bila umetnost, ne, je pri tem ustvarjanju zelo pomembno, da se zaveda človek, kako pomembna je ob tem, kako pomembna je kakovost misli, kakovost čustev, kako se je treba zavedati pravzaprav velike odgovornosti do gledalcev ob vsem tem. Tako da mislim, da ravno s takim izhodiščem, da je to umetnost, ta medij, sem se lotila tudi te serije. To je že kar dolgo nazaj, ne, od teh raziskovanj. Praktično se je vse skupaj začelo z mojo diplomsko nalogo pred, bi rekla, zelo daleč nazaj, leta 1981. Potem je to zorelo, skratka, to, kar sem raziskala za diplomsko nalogo, to se pravi, to je bila v glavnem slovenska baletna glasba, z bibliografijo pač vseh del, ki so nastala, napisana za balet, in tiste, ki so bile uporabljene za balet. Sem potem nekako me je kar gnalo naprej, a ne. Gnalo me je naprej, ker ta radovednost in ta želja, oziroma bom kar rekla tako, kot čutim, ta radost ob raziskovanju naše baletne umetnosti in tudi tuje, je tako močna, da pravzaprav se je iz tega začel nastajati prvi scenarij. Prvi del in prvo snemanje. Vsa snemanja za to serijo 6-delno so trajala 20 let. Zato je mnogo pričevalcev in baletnih umetnikov in drugih pač spremljevalcev baletne umetnosti, ki so lahko orisali ali opisali marsikaj iz tega zanimivega razvoja naše zgodovine baletne. Pravzaprav so nekateri žal že pokojni, jih ni več med nami, tako da je bilo kar ganljivo tudi meni sedaj, ko smo celotno serijo 6-delno predvajali, oživljati spomine na te zanimive pogovore z njimi. No, tako se je začelo. Imela sem krasno ekipo. Res. To je bila ekipa, ki sem si jo pravzaprav izbrala sama. Ekipa, ki čuti umetnost, ker, kot sem rekla, TV medij je umetnost. In direktor fotografije, tonski mojster, montažer, vsak po svoje prispeva, ali pa kostumografi, scenografi. Pri ustvarjanju te serije smo imeli pravzaprav zelo različne lokacije snemanja. V studiu, v teatru, v ljubljanskem, mariborskem, zunaj, v Križankah, skratka na vseh lokacijah skoraj, kjer se je kdaj plesalo. Tako da je bil to zelo lep izziv, čudovit. Lepi spomini, a ne? Sploh če ustvarjaš nekaj skozi 2 desetletji, to je res
nekaj čudovitega in v bistvu z vsako novo stvarjo greš globje in širiš in prinašaš nove stvari, neko novo izkušnjo. Ja, želela sem si nekako, da bi bil to ne le umetniški, ne, dialog, pač pa tudi nekakšen duhovni dialog skozi vse čase. Kajti skozi ta baletna umetnost naša, tako kot vsaka umetnost sicer, ampak baletna tudi zelo, zelo zrcali čas, v katerem nastaja. Tako da je, ker vemo, da pač imamo že zelo častitljivo 100-letno, ne, zgodovino tega poklicnega baleta, je pravzaprav ta naša zgodovina baletna nekaj tako neverjetnega, tako pomembnega v tem celotnem razvoju slovenstva tudi, v razvoju tega narodnega prebujanja in vsem tem, tako da mnogo bolj, no, kot si bi človek mislil, zaradi tega, ker je to le umetnost, ki je brez besed. In ponavadi mislimo, da je pač pomembna slovenščina, da je pomembno naše izražanje skozi besede. Ampak ta govorica telesa je bila v povezavi z vsemi temi drugimi umetnostmi, z glasbo, slovensko glasbo še posebej, zelo, zelo pomembna za obstoj in za identiteto Slovencev, da rečem tako. Ja, saj vemo, da smo praznovali 100-letnico, to je bila ena taka lepa, res lepa priložnost, tudi recimo na našem odru smo obudili delček zgodovine, spomnili smo se, kot si rekla, ljudi, ki so ustvarjali. Jaz osebno sem se spomnila tistih, s katerimi sem se srečala, ko sem prišla v hišo, pa jih recimo danes ni več. In lahko v bistvu potrdim, ne, da tudi kadar z neko sestrsko umetnostjo, ne, jaz recimo prihajam iz gledališča, pa je bilo potem moje prvo srečanje ravno z baletom, a ne, to spoznavanje besednjaka, a ne, izraza samega in ta dialog, a ne, med umetnostnimi zvrstmi, a ne, z glasbo, ki še pride zraven, kako to v bistvu na neki način dejansko skupaj živi kot neki organizem, kot si prej rekla, a ne, to je celotna neka ustvarjalnost, ki znotraj nekega naroda nastaja, ki kaže, ki odseva duh časa, ki se spreminja, bom rekla, tudi iz leta v leto, a ne, in moram reči, da sem si ogledala razstavo v Cankarjevem domu, ki si jo pripravila, interaktivna, čudovita razstava, zdaj nastaja še knjiga. Verjamem, da se zelo veseliš, da bo nekaj takega res v bistvu, jaz osebno tudi, ker imam knjige rada, si pa predstavljam, da je tudi to spet prenos nekih vsebin v neki drug medij, ampak glede na to, da si po duši raziskovalka, verjetno nimaš preveč težav s tem. Ja, knjiga je pa sploh poseben izziv, ja, to je res. Seveda se veselim, ko bo, in upam, da bo vsaj približno zadostila pričakovanjem, ne le mojim, ker si resnično želim, da bi v tej knjigi, da bi pač bralec sledil tej zgodovini baletni, da bi dejansko začutil ne samo skozi posamezne fakte, datume in tako naprej, imena in tako, ampak pravzaprav želim, da bi začutil, kaj je pravzaprav balet
v našem prostoru v določenem času pomeni. In pa kaj so vsi ti baletni plesalci in vsi ti baletni umetniki skozi ta čas, kako so to doživljali. Namreč mi vsi vemo, saj baleta niso izumili danes zjutraj. To je seveda en proces, bil zelo dolgotrajen, ne. In zato pač izhajam tudi iz tujine, primerjam naše dogajanje s tujino, kajti brez tega pač ni možno. Vemo, da smo bili mi Slovenci dolgo časa na srečo na tem prepihu kulture, ne, med Trstom, Dunajem in je bilo pravzaprav to naš privilegij. Po drugi strani smo bili pa le vedno odvisni zelo dolgo časa od tujcev in smo pravzaprav prvo umetnost, tako tudi baletnost, spoznavali od tujcev. Bilo je zelo dragoceno to seveda za razvoj, ampak skratka, no, da ne bom zdaj zašla v pripovedovanje enega delčka zgodovine, ampak želim povedati, da ja, ta knjiga je velik izziv. Lahko povem, da je to seveda nekaj drugega kot pisanje scenarija in besedila strokovnega za televizijsko oddajo. Kajti tam je seveda video in imamo nekaj, kar se sliši, nekaj, kar se vidi, to je velika podpora, seveda pričakovanja gledalcev so drugačna od pričakovanja bralca. Poleg tega pa, na primer, če povem primer, včeraj sem se ustavila pri enem delčku enega obdobja, in sicer za 5 ur, zaradi tega, ker sem pač naletela na eno dejstvo, ki še sicer zaenkrat ni bilo še raziskano, čeprav moram reči, da so marsikateri naši strokovnjaki se lotevali že v preteklosti, a ne, te zgodovine gledališča, ne, če samo omenim, to se pravi Janko Traven, recimo, ali pa Filip Kalan, potem Škerl, potem, mislim, ogromno je bilo telih, ne vem, mislim, da jih je bilo, ne bom zdaj vseh naštevala, ampak v prejšnjem stoletju, ki so že raziskovali določene stvari. Ampak potem pa danes ugotoviš pravzaprav, ko pregleduješ te različne vire, če govorimo o preteklosti, a ne, da je mogoče kdaj kdo od nekoga je preveč zaupal nekomu, pa prepisal v knjigi, pa ni šel preverjati in je treba mnogo teh stvari preveriti, a ne, ker je to lahko zelo, zelo nevarna zadeva, ne. Ko se razveseliš, se to je pa že ta raziskal, a ne, ko greš pa gledat, ko se lotevaš tega izvornega vira, ne, pa ugotoviš pravzaprav, da je treba kar vse preveriti. Tako da so dobri izzivi. Zelo. Vedno se vesi najin pogovor v tisti zadnji del, se mi zdi, da sva tako lepo orisali nekako najbolj zanimive točke tvoje kariere. Jaz vem, da ni končana. Vem, da radovednost ne more kar tako izginiti, ne. Energija se nikoli ne spremeni v nič in verjamem, da tudi ti ne boš prenehala biti radovedna in prihajati v naše gledališče in obiskovati naše predstave. Pa tudi v tujino bo še šla, to sigurno, tako malo za spodbudo, to se bo zgodilo, ne. Zanima me tako na kratko, recimo tiste prve mogoče
prve misli na najbolj pomembne in dragocene ljudi iz baletne umetnosti, s katerimi si se srečala in ki so ti dale recimo kot človeku največ. Ena taka osebna stvar me zanima, to je pomembno, Danica, to je pomembno. Ja, to je tudi moja velika sreča. Zelo velika sreča, da sem se na tej poti srečala z nekaterimi velikimi umetniki, oziroma bom raje rekla, velikimi ljudmi, s katerimi sem imela priliko deliti ne samo to svoje delo, ne, ampak tudi neštete pogovore, dragocene, o umetnosti, o življenju, kajti saj umetnosti ali pa baleta ne moremo izvzeti iz življenja, iz narave, iz tega našega takega ali drugačnega življenja, kakorkoli že. Mislim, da je itak balet kot kakšna religija, ne. Vsaj jaz to tako čutim. In mislim, da si zelo težko predstavljam sploh živeti brez umetnosti, ne, tudi brez baleta. Ampak če se povrnem k tem veličinam, ne, ki so pravzaprav pomagale meni tudi, da rasti, saj človek skozi raste in skozi pač nikoli nisi popoln, ker ne moreš biti, na srečo tudi je tako. Potem bi rekla, da imam velik privilegij, da sem zelo veliko sodelovala in da sta mi zaupala Pia in Pino Mlakar. Iz tega sodelovanja, iz tega odnosa se je rodilo toliko lepega, resnično lepega, in veseli me, da sta začela tudi onadva zaupati v ta medij, kajti onadva sta bila zelo skeptična do vsega tega. In to je potem rezultiralo v to, da sta izpod postelje vzela film 33-milimetrski, ki sta ga od leta 1943 plenila pod pač to posteljo. In je ta film, ki je bil sicer nem, izročila, in to je pač ta sreča, da danes mi lahko vidimo Pio Mlakar, kako je plesala, ker drugače je ne bi videli. Vsi pogovori v Novem mestu, kamor sva takrat pogosto odhajala z Vojkom Vidmarjem, ki je drugi ta človek in ta velik umetnik, ki mi je skupaj z Marušo pravzaprav pomagal še bolj odstirati vse te skrivnosti baleta. Kajti jaz sem sicer imela določene izkušnje baletnega šolanja, ne, ampak o tem baletu, da dejansko začutiš, kaj pomeni ena taka umetnost, moraš biti prisoten. In tega je bilo ogromno, ko sem se morala naučiti. In potem je zraven seveda po tej poti prišel še Milko Švarenblek, s katerim še danes si napiševa kakšen mail. In mislim, da ne bom sicer zaključila pri tem, zato ker jaz mislim, da so potem prihajali mnogi koreografi. Vlasto Dedović, na primer, z njim smo tudi ogromno stvari ustvarili, tudi za televizijo. Potem je tukaj Birgit Kullberg. Birgit Kullberg je v tistem času, ko smo snemali koprodukcijo, bila pri nas v Ljubljani, je živela kar nekaj časa, mislim, dobro rečem, recimo 14 dni,
Ampak v tistih 14 dneh smo se ogromno družili, se pogovarjali, to je neverjetno. Gospa umetnica, mislim. To so bili pogovori, ne samo ženski, tudi umetniški, o koreografiji, o življenju, o ljubezni, o vsem tem. To so bile krasne izkušnje. Ne bi želela koga pač izpustiti, zato, ker to niso edini ljudje iz baletne umetnosti, ki so mi toliko dali, ampak prav gotovo so pa največji. Lepo, hvala. Jaz mislim, da smo lepo zaokrožili tista bistvena vprašanja, ki sem jih imela. Sva pa pustili tudi precej stvari še za prihodnost, ampak predno gremo še v tisti čisto zaključni del, bi pa povabila Tomaža Rodeta, predsednika Društva baletnih umetnikov Slovenije, da se nama priključi na današnjem nocojšnjem Zoom pogovoru. Izvoli, Tomaž. Ja, Danica, lep pozdrav. Jaz z veseljem spremljam ta pogovor, tudi zelo emocionalno ob vsem. Jaz bi rekel, da glede na to, kar sem slišal, moram povedati, da pravzaprav ta privilegij smo imeli tudi vsi mi, ki smo sodelovali s teboj. Izmernost, dejansko sem hvaležen za vse, kar si naredila, namreč tvoj doprinos baletni umetnosti slovenski je neprecenljiv. Moram povedati, da sem tudi z žalostjo sprejel tvojo odločitev, da greš v pokoj, da si zapustila televizijo, ker mislim, da so bila to zlata leta slovenske televizije. Toliko oddaj, toliko skupnih sodelovanj, toliko posnetkov, kot smo skupaj ustvarjali in tako naprej. Bojim se, da bo preteklo precej časa, preden se bo zopet našla oseba, ki bo ne le naklonjena baletni umetnosti, ampak bo pri baletni umetnosti srcem v tej meri, v kakršni si ti. Bi te pa vseeno mogoče vprašal, kaj meniš o tem, verjetno imaš nek pogled o tem, kakšna naj bi bila po tvoje, oziroma kakšna bo po tvoje prihodnost televizije Slovenija, ker moram tudi priznati, če gledamo ta pravi pomen televizije Slovenija kot nacionalne televizije, moram reči, da prav v tej resni glasbi baletu se je morda ta pomen nacionalne televizije daleč najbolj izražal v tvojih letih delovanja. Skratka, zanima me, kaj meniš o tem, kakšno bo delovanje televizije vis-a-vis baletne umetnosti v prihodnje. Vem, da je tako vprašanje, ki ni prijetno, ampak vseeno. Ja, težko vprašanje, zelo. Lahko samo povem, kaj si želim in kaj upam. Namreč. Gre za to, da je v našem uredništvu glasbenih in baletnih oddaj smo vsa ta leta skrbeli nekako za to širino. Pokrivali smo zelo veliko področje. Ne le glasbene, umetnostne glasbe, pač pa tudi ljubiteljske glasbe, ljubiteljskega plesa, džeza. O vsem tem, mislim, ogromno je bilo ene produkcije zelo različnih žanrov. In tako je šlo za posredovanje raznih dogodkov in prireditev, koncertov, predstav in tako naprej, kot za izvirno produkcijo. To ohranjati
ni enostavno namreč. Ne le, to ni samo odvisno od človeka, ki to mora imeti v prvi vrsti rad. To je zelo, zelo pomembno. Če ti tega nimaš rad, potem nekako ti ne more uspeti toliko nekih borb in tega, bom kar iskrena, kajti tem umetnostim, vse to vsi vemo, ni nič dano. In tudi tem umetnostim na televiziji ni bilo nikoli nič dano. To pomeni, da je bilo treba vedno še malo pomagati. In sicer pomagati z voljo, z argumenti, se potruditi, najti načine, da bi se termini ohranili, ker končno, če tako pogledamo, ohranjati 5 terminov tedensko, ni tako enostavno pri tej konkurenci hudi in pa pri seveda včasih določeni tendenci tudi po komercializaciji. Zato upam, da predvsem, da bo ta človek torej imel to rad, da bo imel dovolj volje, dovolj moči, da bo znal argumentirati in pa, da bo ohranjal to žanrsko pestrost, ki je zelo pomembna. In da bo seveda v tej pestrosti, v tej širini svoje mesto imela tudi baletna umetnost. Jaz mislim, da je ta arhiv, ki obstaja, tako zelo bogat, da se zna črpati mnogo programa že iz samega tega arhiva, čeprav je v današnjem času seveda močna ovira pri ponavljanju tega arhiva avtorizacija, to se pravi, so avtorske pravice, ki so seveda zelo drage. Vemo pa pač, da smo nekako vsi bolj kot ne podhranjeni finančno in kadrovsko prav tako. Tako da je to trd oreh. Je pa to seveda, če ti to uspe, potem nekako lahko rečeš, ne, da včasih pravi, tudi pri nas je tako, če poseješ neko seme in da to vzklije, potem si pač dosegal to, kar si želel, ne le zase, ampak tudi za gledalce. Tako da zelo, zelo želim vsem naslednikom, ki bodo, da bi najprej čutili ljubezen do tega. Ja, Danica, najlepša hvala za ta izčrpen odgovor, pa vseeno bi postavil še eno vprašanje. In tukaj to vprašanje niti slučajno ne bo mišljeno oziroma ne bo šlo nate, bolj me zanima tvoj pogled na to zadevo, ker vemo, koliko si se ti trudila za to, da je balet ne samo ogledal, ampak da je ogledoval luč na televiziji Slovenija. Vemo, koliko truda je bilo vloženo v to, da si izborila, da balet ni bil na sporedu samo ob tistih urah, ko večina slovenske populacije že spi, ampak ob urah, ko na primer televizija Slovenija daje prednost Modrijanom in tovrstnim zvrstem, čeprav je nacionalna televizija in vemo, da bi morala skrbeti ne za populacijo, pa za to, kje bo torej največji krog občinstva, ampak predvsem za izobraževanje slovenske populacije. Pa me zanima še ena stvar, namreč velikokrat smo imeli probleme predvsem v tem, da v tem mačehovskem odnosu pravzaprav televizije Slovenija do baletne umetnosti ali pa do umetnosti nasploh.
Vem, da si se ti v tej smeri izredno trudila, vsi smo se trudili, pa vseeno, namreč vemo, da se naprimer velike vsote denarja namenjajo za razne športne prenose, pa absolutno nič proti športu. Tudi ta mora biti, vendar ena nacionalna televizija bi morala vzpostaviti neko uravnoteženost v različnih zvrsteh, torej šport, kultura, umetnost in tako dalje. Vemo, da naprimer tudi sam, ko sem govoril z raznimi direktorji televizije in tako dalje, niso, absolutno so bili namreč, da pridem k stvari proti temu, da se snemanje baletnih oddaj, baletnih umetnikov, torej vrhunske umetnosti, da se enostavno ne plačuje. In potem je ostalo na nas predvsem odločitev o tem, ali želimo, da se balet pojavlja na televiziji, da se pojavlja med ljudmi, oziroma se ne pojavlja. In seveda, če mi vsi, ne govorim zdaj samo o društvu, ampak nasploh o slovenski baletni umetnosti, če smo želeli oziroma če želimo biti prisotni v krogu, moramo enostavno pristati na te pogoje televizije, ker sicer enostavno rečejo tisti na višjih mestih, rečejo, potem pa ne bomo snemali. S tem sva se namreč oba srečevala in me zanima, kaj ti meniš, kaj meniš o tem. Vem, da si imela izredne probleme, pa vseeno to poveš. Ja, to je res, vsem tem smo se srečevali. Če govorim zdaj samo o baletu, ker s podobnimi težavami smo se srečevali tudi pri glasbenikih, pri ljubiteljih, pri glasbenikih, tudi jazz glasbenih, skratka, pri vseh sodelavcih, pri vseh umetnikih je bil v zadnjih letih podoben problem. To seveda ni hvaležno in moram reči, da je v tem primeru ste v društvu baletnih umetnikov, oziroma smo, saj sem tudi jaz članica, ampak če ne bi prišli toliko nasproti in tudi vsi baletni umetniki, vsi ustvarjalci, to se pravi avtorji, tudi na tak način, kot ste prihajali, ali tudi v gledališču sicer malo težje bilo, potem seveda ne bi marsičesa mogli posneti, na žalost. Je pa posledica to seveda našega letnega proračuna. Ta se sicer iz leta v leto niža. To je pač težava, s katero smo se soočali. Tukaj tudi, čeprav seveda sem se borila in uspela vedno samo do neke mere zvišati ta proračun, ampak postavljeni smo bili pred veliko dilemo, kaj narediti. Mislim, ker ta prioriteta, ki jo je treba uredniška, vsebinska, to osnovno izhodišče uresničiti s takim denarjem, je zelo težko. Jaz sem sicer vedno nekako pri sebi vztrajala, da je treba na nacionalni televiziji ohraniti vse te žanre, kajti vsak od njih zelo pomembno prispeva k temu poslanstvu tega nacionalnega zavoda in nacionalnega medija, tudi baletna umetnost. Vemo pa, da smo se srečevali tudi s težavami okrog avtorskih pravic, plačila avtorskih pravic za snemanje
predstav, baletnih, opernih predstav, da smo reševali pravzaprav celo situacijo skupaj. Vsi, če ne bi bili tako skupaj pripadni umetnosti, moram povedati, da tudi na opernem področju se je dogajalo podobno. Potem ne bi bilo posnetega skoraj nič. Tako pa imamo pravzaprav zelo, zelo dragocene zapise in posnetke teh baletnih večerov Društva baletnih umetnikov Slovenije, zelo dragoceni, ki so tudi bili predvajani zelo uspešno gledanostjo, moram reči, čeprav so bili včasih v poznih urah, ampak na srečo v današnjem času, ko gledalci lahko zadeve si pogledajo z zamikom, se nekako to zrelativiziralo, ne? Ni več to tako zelo pomembno, ne? Ampak zelo je pomembno, da smo si tako nasproti prišli pravzaprav, ker brez tega ne bi bilo nič. Tudi pri operi, oper pa skoraj nismo nič posneli. Reševali smo to s snemanjem opernih arij. Če tega ne bi posneli, bi bila ena cela generacija opernih pevcev neposneta. Tako da, na žalost, je to problem, ki je zelo realen. Ne vidim kakšne silne možnosti v tem trenutku, da bi se to spremenilo. Je pa res, da se jaz, to je absolutno proti mojemu prepričanju, mojemu spoštovanju vseh umetnikov. Zaradi tega, ker to, da se umetniki odpovedujejo honorarju, verjemi, da je to zame bilo vedno zelo močno. Ja, Danica, najlepša hvala, to vem, ker sva o tem, ob teh debatah sva prebila ure. Ja. Vendar tukaj seveda je bilo zmeraj vprašanje, ali želimo sploh, da se pojavljamo ali ne želimo. Vemo tudi, na primer, da je DBOVS posnel v lastni režiji posnetek, pa ga je Televizija Slovenija potem odkupila, na kar smo od bivše direktorice dobili celo prepoved, da bi ga sami na YouTubeu predvajali in tako naprej. Ampak Danica, najlepša hvala za te izčrpne odgovore. Izjemno sem ti hvaležen za vse sodelovanje, torej za vse možnosti sodelovanja, ki si jih nudila Društvu baletnih umetnikov Slovenije v času tvojega delovanja na Televiziji Slovenija. Glede na tvojo izjemno strokovnost, ki si jo že na primer pokazala pri sami oddaji Po sledeh slovenskega baleta, kjer smo dejansko dobili končno en celovit vpogled v slovensko baletno umetnost, potem razstava 100 let slovenskega poklicnega baleta, ki je zagotovo najbolj strokovna razstava, kadarkoli nastala na slovenskih tleh. Izjemno se veselim tvoje knjige, ki se seveda praktično iz tedna v teden širi, ker odkrivaš nova obzorja razvoja slovenskega baleta. Skratka, za konec bi rekel samo še, da najlepša ti hvala in da vem, da ta hvala je samo za tisto obdobje televizije, pravzaprav pa upam, da se tvoje delo na področju baletne umetnosti nadaljuje oziroma pričenja v nekem drugem poglavju, na nekem drugem področju. Danica, najlepša hvala. Hvala, gospa Ažman, za besedo. Hvala lepa. Hvala, Tomaž, za tako lep, v bistvu še vprašanja, ki so dopolnila najin pogovor. Sem imela tudi jaz v načrtu, ampak super, ker je lahko Tomaž še poglobil stvari, ker jih seveda bolje pozna kot jaz. Jaz bi se tudi rada zahvalila za najin prijeten pogovor. Zelo sem vesela, da sem lahko del tega srečanja, res iskreno. Kaj naj rečem, tudi kot dolgoletno članico naših organov v zavodu, v katerem delam v operi in baletu,
Jaz bom pogrešala marsikatero, bom rekla, dobro idejo, konstruktivne predloge, tople nasmehe, ko so se srečevali, ko si prihajala v našo hišo. In kot sem rekla, vrata naše hiše so seveda odprta še naprej. In verjamem, da boš svoje široko znanje, pogled na svet, tvoje vrednote, ki jih imaš in ki so lahko kot vrednote vzor vsem mladim ustvarjalcem, tudi baletnim plesalcem, raziskovalcem, tudi muzikologom nenazadnje, delila še naprej. Če bi bili zdajle skupaj, bi te takole fino objela, pa en velik šopek bi imela s sabo, tega zdaj zaenkrat ne moremo narediti, ampak ko bo to spet mogoče, pa vsekakor. Jaz upam, da si se imela v naši družbi prijetno, kolikor se pač prijetno da imeti. Hvala lepa. Hvala. Še Če smem, bi samo vsem zaželela, res vsem, ki imate radi balet, ki ste spremljevalci baleta ali ste zelo aktivno del baleta. Vse najlepše. Resnično, ljubljanskemu teatru, mariborskemu, vsem, ki plešete, ker vemo, da Slovenija že od nekdaj rada pleše in ogromno pleše, in pa seveda tudi Društvu baletnih umetnikov Slovenije. Želim, da bi šlo naprej po tej poti. Kajti ta vizija zadnjih let društva, mislim, da je tista, ki je prava za to umetnost. Tako da hvala. Hvala še enkrat, Danica, hvala gostiteljem Društvu baletnih umetnikov Slovenije, in hvala vsem, ki ste bili na drugi strani z nami, in vas vabim, da se nam pridružite še na kakšnem potovanju. Še enkrat, Danica, vse najboljše in uživaj zaslužen čas zase in za tiste stvari, ki jih boš lahko še bolj temeljito in še bolj poglobljeno počela v prihodnje. Hvala lepa in lahko noč. Lahko noč.